Zdaj bosta pa Anabel pa Hana predstavili, kako smo se pa na osnovni šoli Koper soočili s tem projektom iz Eduka 2 oziroma čezmejni razredi. Pripravili smo tudi ta izdelek, ki ga boste sedaj si ogledali. In na podlagi tega PDF-ja bomo vam boste dekleti predstavili, kako in kaj je potekalo v okviru tega projekta in čezmejnosti in čezmejnega raziskovanja na naši šoli v sodelovanju z ostalimi šolami. Začnemo? Ja. Torej, mi smo v bistvu se tega projekta Eduka 2 lotili kar tako z dobrim namenom. Smo želeli čim več narediti tudi mi sami, ker nam je bilo zelo zanimivo in smo v bistvu videli, da se da veliko narediti iz tega, ne samo, čeprav so bili te obiski zelo zanimivi v Trst pa v Koper, smo tudi v bistvu svoje mesto malo boljše spoznali, ker smo pripravili vodenogled po Kopru za učence od drugot. In smo še sami o svoje mesto nekaj spoznali in smo se odločili, da bomo v bistvu naredili, kot imamo ta spletni časopis, smo naredili. Ja, ki je v obeh jezikih, kar nam omogoča boljše spoznavanje obeh jezikov, hkrati pa tudi obmejne kulture, kar se nam je zdelo bistveno. Imeli smo tudi učence, ki v bistvu snemajo vse to in smo na koncu naredili tudi filmček, da si lahko zapomnimo te dneve. In v vsakem kraju, ki smo ga obiskali, smo tudi sodelovali v lovu na zaklad in ga tudi sami pripravili v mesto Koper. Tako in smo ga v bistvu naredili, da lahko tudi, mislim, da so zdaj 9. razred in ko bomo šli, da bojo lahko ta lov na zaklad, ta vprašanja, ki smo jih sestavili v slovenščini, italijanščini in skupaj v obeh jezikih, tudi odgovore smo pripravili, smo to naredili, da bojo lahko tudi naslednje generacije za nami to uporablja. Tako. No, to smo naredili in potem smo v bistvu še ugotovili, ko smo spoznavali v bistvu Koper, Trst, smo mi na šoli, zdaj decembra, smo pripravili še en kulturni dan in smo v bistvu vse učence 9. razreda odpeljali v Trst, ker smo si, tako kot smo si mi ogledali Trst, smo tudi našim paralelcem ga prikazali. In smo v bistvu mi učenci, smo pomagali učiteljem, učiteljicam, smo pomagali pripraviti ta dan z opisi, v bistvu to, kar smo že vedeli od projekta, to, kar smo se naučili v projektu, ker v bistvu je samo 9. razred na naši šoli, sodeloval smo to še drugim 9. razredom pokazali. In vsak od nas je predstavil eno znamenitost v Trstu in pripravil o njej tudi vprašanja in tako smo podrobno spoznali tudi mesto Trst, kar je pomembno za nas, ker je bilo vedno pomembno za Slovence. Tako da mi, niti jaz, niti Hana, verjetno nismo toliko poznali o Trstu, zato tudi o Kopru, ne. Tako da je bilo zelo priročno in lepo, da smo se lotili tega z raziskovanja, tudi malo več, kot je bilo mogoče začrtano za nas. In na koncu smo v bistvu ugotovili, da vse to, kar smo mi delali, smo spoznavali, tudi nismo spoznavali samo sedanje, kar je zdaj v Trstu, kar je zdaj v Kopru, smo tudi šli malo v zgodovino in ugotavljali, kaj se je dogajalo v Kopru, kakšen je bil Koper, kakšen je bil Trst, kakšne so bile milje, tudi v miljah smo bili, kakšne so bile milje. Tudi kras smo spoznali, italijanski kras, drugače vedno mislimo, da je kras samo na slovenskem območju. In smo vse v bistvu to boljše spoznali in smo ugotovili, da nam je to veliko pomagalo tudi pri drugih predmetih. Prvo smo se, tudi ko smo bili v Trstu v miljah, smo v bistvu mogli tudi malo po italijansko se naročiti sladoled. To je majhna stvar, ampak nekateri niso znali, zdaj znajo. Take majhne stvari, ki smo se jih naučili sproti, nam pomagajo tudi pri drugih predmetih. Naprimer, pri zgodovini, ko smo obdelovali kakšno snov, ki nam pomagajo bližnje razumevanje, da znamo tudi na izkušnjah to si utemeljiti, si predstavljati. Ja, tudi učiteljica zgodovine rekla, da je naš razred, ki je toliko boljše spoznal Trst, da smo malo bolj hitreje in bolj učinkovito
dojeli to snov in se jo naučili, ker nam je bila že odprej blizu, nam je to pomagalo pri drugih predmetih. Zdaj tudi smo v bistvu spoznali tudi kulturo, kar je zelo pomembno. Spoznali smo pa tudi nove prijatelje. Res je in tudi večje zanimanje je v nas vzbudila ta snov, kot bi sicer, če bi jo obravnavali samo za klopjo. Ja, zato, ker smo jo spoznali, v živo smo jo spoznali, smo šli okoli, smo šli po mestu, so nam naši novi prijatelji, s katerimi zdaj še vedno imamo stike, se tudi kaj vidimo, so nam oni povedali nekaj o tem, ne, in v bistvu smo si lažje zapomnili, če so nam to povedali vrstniki, kot pa mogoče učiteljica za klopjo v šoli, nam je to zelo pomagala. Tako, zdaj pa samo, če greste še od teh enot, ne? Ker nekaj je že povedala tudi sama Marina, ampak prvo srečanje, Torej, prvo srečanje je bilo v Kopru in v bistvu, dobro, že si veste, smo imeli 2 šoli s slovenskim učnim jezikom in 2 šoli z italijanskim učnim jezikom. In se v bistvu tako dali v 2 skupini. Vsak, tukaj mislim, da ni bil ravno, seveda je bil jezik pomemben v tem projektu, ampak bolj tako po mojem. Kulturno spoznavanje. Tako. In smo v bistvu vodili zdaj iz Italije po našem mestu, seveda smo ga tudi mi boljše spoznali zraven, sem pokazali, kje je kaj, smo tudi povedali tudi ne samo te, naprimer, trg Borolo, Tito trg, ampak smo tudi povedali, tukaj se ponovadi družimo ob vikendih, sem radi zakajamo, to je tako in to je tako. Tukaj lahko vidite slike, ko smo jih vodili po Kopru. Potem bilo drugo, ne? Drugo srečanje smo obiskali Milje, italijansko mesto, in tam sta potekali tudi 2 delavnici. Lepo smo se ogledali tudi okolico, naredili tudi sprehod. Tukaj vidimo na sliki, da smo na vrhu in si gledamo italijansko obalo. In zbirali smo tudi posnetke med ogledom, fotografije, se spoznavali z drugimi narodi. In ko smo prišli v staro mestno jedro Milj, smo se udeležili tudi lova na zaklad. In s tem smo tudi spoznali bolj kulturo tega obmorskega mesta in pač tudi druge vrstnike iz drugih šol in z njimi tudi v italijanščini komunicirali. Tam smo v bistvu dobili tudi navdih za narediti igro lov na Tako, zaklad ja. na Koper potem, ne? Ja, smo bili del, smo v bistvu naredili zelo podobno, samo kar se tiče Kopra. In tukaj je bilo zelo lepo, se nam je zdelo, da smo bili v bistvu v mešanih ekipah, torej nismo bili samo s svojimi sošolci, ki jih že poznamo toliko časa. V bistvu zato, ker smo bili z drugimi, smo se tudi bolj povezali, nekateri italijansko, nekateri smo bili slovensko, smo se mogli sporozumeti, kam gremo v to ulico. Sem zelo zanimivo, ker na koncu, v bistvu zdaj smo toliko tekli po ulicah za slikanje, za te namige, da smo v bistvu še tako boljše spoznali, kot če bi se samo enkrat sprehodili. Mislim, da bo to zelo pomagalo tudi naš. Poleg tega pa se v živo najlažje naučiš jezik in najbolj ti to ostane tudi za kasneje. Aprila smo se, jaz in 2 moja sošolca, udeležili tudi snemanja TV oddaje Sprehodi, ker smo v bistvu govorili prav o tem projektu in smo povedali naše izkušnje, ko nam je bilo, ampak tudi tako kot zdaj, o večkulturnosti, o medkulturnosti, o čezmejnih razrednih, o čezmejnem druženju, koga smo spoznali, kako smo se imeli in v bistvu je bila to ena zelo lepa izkušnja. In tako da so tudi drugi, ki so gledali televizijo, so tudi spoznali naš projekt, ne samo mi. Potem je še tretje srečanje? Na tretjem srečanju pa smo obiskali tale Kraški park Glenščica. No, Beka. In sicer jaz sem bila takrat odsotna, ampak takrat smo obiskali tudi več teh bolj znanih točk. Tam smo se lepo sprehodili, ponavadi je bil lep dan. Mi smo imeli srečo. Mi smo imeli res srečo ta datum, ko smo mi šli, bil lep dan. No, tako smo bili v 6 skupinah in vsak je imela svojo nalogo. V bistvu smo tudi dobro spoznali tisto okolico, kot vse kraje doslej. Vidite lahko slike. Imeli smo tudi tako vodičko, ki nam je povedala veliko tudi zgodovinskih zanimivosti
o tem kraju, na koncu pa smo tudi, v bistvu čez cel čas smo tudi izpolnjevali učne liste in smo mogli najti kakšen kraj, napisati kakšno lokacijo. Naprimer, smo obiskali tako staro cerkev in smo mogli zmeriti kaj, napisati kaj gor narisano in tako. In na koncu smo si ogledali še ta izvir reke Glinščice in na koncu smo se vrnili v Koper v Trst in smo zaključili dan. Tako. Zdaj pa učenci so pripravili tudi veliko del, veliko gradiva je bilo narejenega v okviru tega projekta pri nas, ker smo bili res zelo aktivni. Ena izmed zadev je bila tudi neka takšna refleksija, torej malo predstavitev, pa tudi kaj je bil namen in kaj so oni sami od tega odnesli. Veliko so povedali že prej na začetku, zdaj lahko samo, če obnovite, če pogledaš tukaj, torej, kaj ste vi od tega največ dobili? Torej, meni se zdi vse tako, iz celega razreda. Mislim, mi smo se povezovali, zato ker mi smo na koncu, potem, ko smo prišli v bistvu nazaj na šolo, smo med italijanščinem pri dodatnem pouku, tudi doma, smo v bistvu še enkrat obnovili, kaj vse se nam je zgodilo. Smo pisali za šolsko spletno stran, smo objavljali članke, veliko tega smo naredili in v bistvu to smo vse delali skupaj po skupinah in smo tega veliko pridobili tudi tega sodelovanja, sodelovalne navade smo dobili. Poleg tega smo tudi spoznali nov jezik, mislim, ne nov jezik, ampak na nov način, jezik, ki smo ga že prej poznali. In tudi navezali različne nianse, bi lahko rekli, z tudi kulturo in poleg tega spoznali še nove ljudi in tudi našo razredno skupnost boljše.